Med živalmi je ovca najmočneje vplivala na življenje ljudi. Je vez s človekovim izvorom. Ovce častimo in si jih podrejamo. Kot človek so smrtne in nesmrtne. S temi vsebinskimi izhodišči je dirigentka Karmina Šilec zastavila dokumentarno opero Ovis, dolgočasne ovce, ki spreminjajo svet. Ovis je interdisciplinarni umetniški projekt, ki povezuje umetnike, glasbenike in raziskovalce z različnih področij. Dokumentarna opera je premierno zaživela minuli petek na 3 lokacijah in 7 postajah Minoritskega kompleksa v Mariboru. Dokumentarna opera Dolgočasne ovce, ki spreminjajo svet, seveda ni klasična opera z libretom, orkestrom in arijami. Opera iz latinske besede opus pomeni delo in natančno zastavljena struktura vključuje največ 45% gledaliških esejev, 30% performansa in 25% zvoka in glasbe. Projekt Ovis je plod 2-letnega raziskovanja. Jaz sem se najprej posvetila zelo obširni raziskavi, kaj ta ovca v bistvu lahko človeku pomeni. To sem izluščila, katere teme bi želela predstaviti v tej predstavi. Vzporedno sem pisala besedila za vse te izvajalce, pripravila glasbene kompozicije, komunicirala z znanstveniki, v katero smer bi iz te mreže želela, da je njihov prispevek vključen v to predstavo. Ovca ni samo hrana, sir, koža, volna. Njena dimenzija sobivanja s človekom je osupljiva. Ovce in ovčereja na vseh kontinentih razen Antarktike. Zgodovina. Tako so na področju današnjega zahodnega Irana, nekako Tule, na karti pomeni današnja prisotnost ovac na planetu. Ovca kot jagnje Božje. Religija. Sužnik smo bili v Egiptu, pod težko dlako. Ovca v zgodovini likovne umetnosti in slikarskih delih Anke Krašne. Ovca v biomedicinskih raziskavah in poskusih. Bila je edino jagnje, ki je od 277 poskusov dosegla odraslost. Dolje je živela na kmetiji na Škotskem, skotila je nekaj jagnet z valižanskim gorskim ovnom Davidom. Ovca je izhodiščna točka dokumentarnih esejev, ki so predelani vizualno in zvočno prepoznavno gledališko formo. Odvijajo se v 7 modulih na različnih prizoriščih. Občinstvo pa vsakič vstopa v novo vizualno okolje. Faktor veliki pri projektu je video dokumentacija, od terenskega dela do dokumentacije mednarodnih gostov do nadnaracij, tipografskih del, da tu je en tak thin line, ki se zavezuje, kako strukturirati prostor. Hkrati pa, da je ravno dovolj vizualno impozanten, da pritegne gledalca, po drugi strani pa utilitaren, da se lahko ta dogodek spelje znotraj produkcijskih kontekstov. Koncentrat vsega vedenja je muzej oziroma muzealije iz različnih koncev sveta. Po zgodovini ovc in vsega, kar je z njimi povezano, nas popelje dramska igralka. Je kar zanimivo, moram reči, zato ker je neka hibridna oblika, na katero mogoče nisem navajena. Prvič delam nekaj takega in je zelo, zelo zanimivo. Tudi moram reči, da sama tema ovc me je zelo pritegnila. Kaj vse je iz ovce v raznih smislih in ne samo volne, krvi, karkoli, vsak delček ovce se nekje v vsakodnevnih predmetih okoli nas uporablja. In to je res fascinantno. Ovis, ki je na nek način nadaljevanje predhodnih projektov Trenos in Homo Faber, spodbuja razmislek o globljih vprašanjih človeka. To je v bistvu nabor tem, nabor idej, ki bo poslušalcu, gledalcu dal en uvid v to in mogoče tudi kak globi premislek o tem, kako človek v bistvu vzpostavlja odnose z živalmi, kako se ta industrija živalska, ne samo mesa, seveda vsega drugega, kar je še povezano z tem, kako se uporablja in tudi brutalno zlorablja živali, na kak način je v bistvu človek v tem sobivanju z živalmi in kje lahko tudi mi na drug način vstopamo v ta prihodni svet z nečloveško vrsto. Dokumentarno opero v umetniškem delu nadgrajujejo performerji, gledališki igralci, plesalci, zbor. Opera pa je le del večplastnega projekta Ovis, ki je še v nastajanju.
Različni avtorji so sodelovali v delih te OVI zbirke, ki niso del dokumentarne opere. V pripravi oziroma tik pred izdajo je tudi knjiga, ki je pač cel pregled tega, kar je Ovca naredila za nas. Se mi zdi, da je ena taka hibridna forma, ki lahko se implementira v različna prizorišča, v različne kontekste in zmeraj komunicira na nek način to najpomembnejše, kar tudi jaz želim povedati, da je to en premislek o ravnanju človeka. OVIS je sodoben umetniški projekt, ki nagovarja ključne družbene teme današnjega časa. Znanstveno natančnostjo zastavljen dokumentarec ponuja tudi vrhunsko umetniško doživetje in daje možnost gledalcu, da vstopi, ali kot ovca, ali kot razmišljujoč subjekt. Ljubezen do teme oziroma